spominjam enega Veljka Rogošiča, ki je pred tabo plaval. A ga slučajno osebno poznaš? Ja, on je mene upeljal v to, če njega ne bi bilo, tudi mene verjetno ne bi bilo. Ne. Ampak je kljub vsemu veliko manj dosegal kot ti, ne? Ja, on je pač v teh morjih svetovnem pokalu je plaval. Jaz sem se od njega učil, Bojan bil moj učitelj in prišlo je tako daleč, da so bila velika prijatelja. Potem kasneje so se pa stvari med nama precej spreminjale. Konkurenca. Predvsem zaradi njega, to mi je tudi žena povedala, da je močno trpel. Jaz sem pač tiste stvari, ki je on govoril, realiziral. Ja. On bi rad plaval, Donau, Mississippi in podobne stvari, pa ni naredil, jaz sem pa te stvari naredil. In moja slika je šla v svetu, če dalje naprej. Začel so pisati največji maratonski plavalec vseh časov, kar je njega strašno motilo. Jaz vem, da je bil on hitrejši od mene. Bil je na olimpijskih igrah, bil je prvak Jugoslavije mnogokrat. Ampak žal to ostane v ozkih krogih, ko ti prideš v svet, se stvari začnejo spremenjati. Ne. Veliko ljudi danes mene pozna, Veljka Rogošiča, žal pokojni, ni več med nami. Ampak njemu lahko rečem hvala, da mi je dal res tisto, me je naučil. A je še kdo na svetu, ki ti je podoben? Ja, poznam, tudi me kličejo stalno. Bil sem v Južni Afriki, tam jih je kar nekaj, ki jih hočejo posnemati. Potem ti Britanc Pew, ki je plaval tudi Severni pol, tle je tudi zaslovel. Louis Pew, sva se tudi srečala, zdaj živi v Cape Townu. To so ženske, recimo je plavala 5 čez Kubo, Florido, ta kanal, ki sem ga jaz hotel. Slovita Avstralka Suzy Maroney je hotela to, je bila zelo dobra s Castrom. Me je prosila, naj jaz to ne plavam. Jaz sem takrat plaval Afrika, Evropa, La Manche, tistega leta. No, te ženske smo rekli pol, moški smo med sabo se pogovarjali. Pustimo to zgodbo ženskam. Naj to ženski plave. In nobena ni naredila to, nobena ni prišla. No, Suzy Maroney je naredila v kletki, namreč v kletki zato, ker so smer držali, je plavala, je preplavala, ampak ni bila solo, ker v kletki ni bilo vplivo na takov, ki barka držala kletko, ona je samo plavala. No, potem je prišla ta slovita Američanka, ki je v 4 poskusih poskušala preplavati to. No, ni uspela, pa so se midva srečala na Queen Mary v Los Angelesu, na tej znameniti ladji, podobno Titaniku, ki je danes spremenjen v hotel. No, in midva sva z njo debatirala o tem, kako to in kaj. Si mi pač povedal svojo stran, da ni to dobro za plavanje in marketing, kao ona dela, čeprav je novinarka v bistvu. In je prosila, naj je obrazložen, kako bi lahko uspela. No, ko sem jaz obrazložil, kako se tako stvar organizira, kaj se potrebuje, koliko ljudje mora biti zraven, je pač to sprejela, je šlo malo finančno, šlo mečkim gor za njen žep, ampak je pa uspela. Ne. Je uspela to 5. poskusu in se mi zahvalila, me povabila na njene book ture, tako da sva danes v zelo dobrih odnosih. Jaz nisem človek, ki bi bremzal nekateri ljudi, kar nekateri poskušalo. Na ta znameniti Patrick iz Kalifornije me je povabil, sem plaval Sacramento, recimo rekel z njim, okoli 132 km sva tavkla. Mi hvaležen, da je zaradi mene uspel, kajti to je bil prvi njegov velik dosežek, dosežen tam preko 100 km. In ko sem jaz plaval ob njemu, se je super počutil. Parkrat plavala sva cel dan, celo noč, cel dan in tako naprej. In je rekel mi prvo, kaj ti je rekel, če ne bi tebe imel zraven, bi odnehal. Ker prav noč mi predolga, prenevarno, ogromno dreves je bilo noter. Tudi jaz sem večkrat udaril to. Ampak sem rekel, bova si poskušala organizirati tako, da bom imel ne samo ob cesti, veliko spremstva tudi na vodi.